zadnjih 5 letih zelo dosti govorili o stanju državnih cest. Smo skoraj vsak teden kakšno novinarsko vprašanje na to temo. In mi smo večkrat povedali, da je od 6000 km državnega cestnega mrežja, ki ga upravlja in vzdržuje direkcija, okrog 60%, torej ta številka se počasi približuje 60% v zelo slabem stanju. Če pretvorimo to na razmere, ki vplivajo na prometno varnost, potem nas ta situacija lahko skrbi. Jaz bi se navezal to, kar je gospod Dawson povedal že prej na tem strokovnem delu. Mi, če želimo seveda slediti viziji nič, v katerem se tudi Slovenija zavezala pred 2 letoma za podpisom pogodbe o zmanjšanju števila žrtev prometnih nesreč na slovenskih cestah v sklopu projekta, o katerem je gospod Dawson govoril, potem je tisti pogoj, da dejansko vsi trije kreatorji prometne varnosti, to se pravi voznik, vozilo in cesta, bi naj imela 5 zvezdic, pravi najvišjo možno oceno. Če smo pri vozilih, pri katerih Slovenija nima nekega vpliva oziroma pri razvoju vozil že dosegli teh 5 zvezdic, je pa vprašanje, ali smo jih pri voznikih ali pa pri cestah definitivno ne, glede na stanje, v katerem smo. Mi smo naredili analizo, kjer smo ugotovili, da če bi dejansko vlaganje v razvoj in vzdrževanje državnega cestnega omrežja potekala s tako intenziteto, kot je potekala v zadnjih 10 letih, se pravi recimo nekje od leta 2002 do letos, ko smo poprečno letno obnovili, posodobili, rekonstruirali okrog 100 km državnega cestnega omrežja, potem bi potrebovali za kompletno rekonstrukcijo 60 let. Pravi, da bi spravili 6000 km cest, katerem bi pravimo na nivo, kot ga predpisujejo standardni merila, ki zagovarjata projekta Senzor in Če bi pa hoteli to narediti v 15 letih, kar, bom rekel še enkrat, ni neka blazna, ambiciozna doba, recimo avtoceste smo zgradili v 15 letih, tisto, kar je še pač ostalo, verjetno čaka na boljši čak, se v smeri proti Hrvaški, ampak glavni cestni križ je bil zgrajen v 15 letih, potem bi pa mi letno morali obnoviti okrog 400 km državnega cestnega omrežja, se pravi 4-krat več. To so podatki, ki so podprti številkami, tukaj ni za nekega različnih interpretacij, ali je to tako, ali je to tako, to so gola dejstva. In če bi želeli uresničiti ta cilj, ta program, potem bi letno morali vložiti v razvoj, v vzdrževanje, v posodobitve, modernizacije, izvedbo tudi prometnih ukrepov, ki izvajajo najrazvitejše evropske države, kot so recimo Nizozemska, Švica, Nemčija, Avstrija, Velika Britanija, Švedska, bi letno moral vložiti med 250 in 350 milijonov evrov. Tega denarja seveda ni. Vi veste, da je letošnji proračun direkcije, ki je eden izmed boljših v zadnjih 5 letih, znaša 188 milijonov evrov, v prihodnjem letu gremo na 121 milijonov evrov in v letu 2015, če v proračun tako sprejet, kot je pripravljen, gremo na 106 milijonov evrov. Kaj to pomeni? To pomeni, da bomo mi lahko v prihodnje leto izvajali samo projekte, ki se financirajo iz evropskih skladov, gre pa za tako imenovane večje projekte, investicijske projekte, so razne voznice in podobno, in pa izvajali dela rednega vzdrževanja. Poznamo vsi, kaj je nivo rednega vzdrževanja, skratka, dodane vrednosti, pri tem si v naslednjih 2,5 letih obetamo. Tako da, jaz sem vesel, da je danes tudi bil tukaj prisoten minister, pravi, da tudi politika ve, kaj dejansko slovenski strokovnjaki iz cestno-prometnega področja delamo. Dejansko moramo tudi to reči, pa upam, da ne bo prevzetno, ampak to, kar so nam danes kolegi iz tujine povedali, mi opozarjamo že 10 let. Tisti, ki to spremljate bolj podrobno, verjetno veste. Mislim, da ni bilo slovenskega cestnega kongresa, kjer ne bi na te probleme opozorili, ampak je nekaj čisto drugega, če mi pride to povedati ljudje iz širšega območja Evropske unije, iz tujine, kot pa če to povedo mačo stroka. Tako da, jaz sem ekipi Eurorapa kot direktor direkcije, ki je seveda odgovorna po zakonu za stanje državnega cestnega mrežja, neizmerno hvaležen predvsem zato, ker nam je uspelo to bariero, kakšno je dejansko stanje cest pri nas,
le prenesti na nek nivo, kjer se sedaj ljudje zavedajo, da je potrebno nekaj narediti. Kaj bomo glede na ekonomsko situacijo, ki je v Sloveniji lahko storili, je seveda drugo vprašanje, vendar jaz vseeno upam, ker sem tudi po naravi optimist, da se bodo stvari v prihodnje nekako le postavile na svoje mesto. Upam, da ne bomo dočakali stanja, v katerega gremo sedaj, da bomo v naslednjih 2 letih padli na nivo slabih in zelo slabih cest, ki bo večjih 70%. Tako da verjamem, da je bila tudi današnja konferenca nek apel, opozorilo ali pa bom rekel prispevek Evropske unije in bom rekel ekip, ki delajo na teh projektih, da se dejansko z tem stanjem iz različnih vidikov ni zašaliti. Še to bi rekel, gospod Dawson je lepo rekel, 2 do 3% bruto družbenega proizvoda letno vzamejo stroški prometnih nesreč, bodi si zaradi mrtvih, bodi si zaradi rehabilitacij, hudo poškodovanih, to so hude travme. Zdaj, če na brzino zračunam, sta 2 do 3% slovenskega bruto družbenega proizvoda nekje med 200 do 250 milijonov. In če sedaj še jaz poudarim ta efekt desne in leve roke, se pravi, združitev teh 2 sektorjev, bom rekel, cestnega in ali pa, bom rekel, dela blagajne v proračunu, ki skrbi za ceste in dela blagajne, ki skrbi za zdravstveni sistem, mogoče bi pa le moral nekdo razmisliti, da bi se teh 2 do 3% že preventivno vložilo v razvoj, v obnovo, v izboljšanje stanja državnih cest, pa bi pomoči tisti denar potem na zdravstvo ostal, kar mislim, da bo bolj pametno izkoriščen za kakšne druge tudi bolj pomembne zadeve. Se pravi, preventiva absolutno pred kurativa.